Vsi lepo pozdravljeni v imeni vsemogočnega Boga in odrešenika Jezusa Kristusa. Veseli me, ko smo ponovno zbrani tu v slavljenju in v čaščenju našega Gospoda, njegovega čudovitega imena. Moram povedati, da je lep občutek, da ljudje okoli tebe gučijo in ne govorijo, a ne modelno, tako. Fejs lepo je to čuti. Upam, ker nemo kakšne besede, ko tako povem napočno pravo, ampak vrvljen, ko se ne da tako odloči. Če pa se kaj zgodi takšnega, pa se že naprej upravičujem. Malo heca, ampak moram pa povedati, kaj je Bog dober Bog. Kaj je naš Bog vreden se slave in časti. In Bog se skrbi za svoje, Bog se skrbi za tiste, ker njimi predajo svoje življenje, ker njimi popolnoma zaupajo. In njemu stalno vsega včasih razmili, zakaj se določene stvari dogajajo, ali pa njemu razmili splojne, ampak leko smo prepričani, kaj je naš Bog aktiven Bog, kaj je naš Bog ne Bog, ker je ne dela, ker je neaktiven, ampak želi posegati v najna življenje, v naše življenje. Je tej Bog, ker spreminja življenja. In s Petrisov tudi zdaj, kdo ima skupno življenje, to še telko bolje opažava in videva v najnih vsakdanjih življenjih. Zato pa želeva v najno življenje resnično služiti Bogu. To, kako smo že prej s slavilnimi pesmami, molitvijo in uvodno v besedo slavili Boga, slavimo Boga tudi s tem, ko prisluhnemo besede, ker ima namenjeno za naše življenje. Ampak znate, koji se naš Bog še bolje veseli? Če besedo, ker je po Božji voli, sprejmemo in jo tudi začnemo aktivno živeti. In gre smo pogledali, ko nam svetu pismo pravi prav o toj poslušnosti Božje besede. Zato vas vabim, ka što leko, ka gor stanete in skupaj pogledamo v Novo zavezo v Jakobovo pismo in prebralimo en odsek iz Jakoba, prvo poglavje 19 do 22 vrstica. Zavedajte se, moji ljubi bratje, da mora biti vsak človek hiter za poslušanje, počasen za govorenje, počasen za jezo, kajti človekova jeza ne uresničuje Božje pravičnosti. Zato odpravite vse umazanost in odvečno zlo, ter s krotkostjo sprejmite besedo, ki je v vas vrojena in ima moč, da reši vaše duše. Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo. Ja, Gospod Bog, hvala ti za teden, hvala ti, ko smo leko ponovno v tvojom domu in hvala ti, Gospod Bog, ko leko tok svobodno tebe slavimo in častimo kljub vsem okoliščinam, v kateri se nahajamo, Gospod Bog. Ti si ti, ker je leko posega, ker je leko napravi spremembo, ker je leko odreši, ker je leko ozdravi in stre vse verige grehe. In Gospod Bog, resnično želimo za to besedo, ker nam ti daješ čuti in ne samo čuti, ampak jo sprejeti, Gospod Bog, in jo premleti in tudi aktivno živeti. In Gospod Bog, naj nam resnično služi ta beseda na blagoslov in na dobro. Amen. Amen. Izvolite sesti. Tu Jakob fejs jasno piše s svojim sovrstnikom, kako naj živijo. Še bolje pomembno pa je tudi znati, kaj je to ne mišljeno bilo samo za te, ampak je to mišljeno tudi za mene in tudi mišljeno za tebe. Bog nas skozi te vrstice poziva, ko smo naj tako poslušalci, tudi uresničevalci besede. Jasno imamo zapisano, nekaj nikšnih diskretnih zapisov, ampak je beseda jasno in glasno, direktno zapisana, ko misli. In ko to pomeni? Ko delamo po svoje, se podajamo v, ko povem, nove stvari in sami sebe izpostavljamo v situacije, ker nam leko škodijo? Ne. To pomeni, ko naj sebe izgrajujemo na tom večnom temelji, ki pa je Jezus Kristus. To pomeni, ko smo naj pričevalci Božje dobrote, ne glede na to, kje smo.
Ko naj sledimo Svetom Duhu, ker je želej, ko ljudje okoli nas spoznajo, ko v sebi mi nosimo radost, ko v sebi nosimo veselje in ko v sebi nosimo ljubezen resnično vsemogočnega, dobrega, zvestega Boga. In znov, ne je stalno enostavno ta otok živeti, kot to povem. Večkrat bi bilo ležej in pa bolje, kot iskreno povemo, v udobje zanikati, ko smo kristjani, ali pa ne gučati o tom, ko je Bog v nas napravil, kdo se ponudi priložnost, kdo smo uplidaj, ker nemajo Jezuša za odrešenika. Te se mogoče tudi počutimo bolje sprejete od ljudi okoli nas. Prideš na primer v novo službo ali pa prestopiš z osnovne v srednjo ali pa z srednje na faks in želiš čim prej biti sprejeti med ljudi in zato se probaš tudi njim nekako prilagajati, ker oni so že tong in znajo kako pa tako povedano. Ampak to je ne dobro. Sploh, kad direktno tako povem, to je sploh ne dobro na dolgi rok. Če v tom primeru zanikaš to dejstvo ali pa mogoče ne priznaš, ka si kristjan, ka je Jezus tvoj odrešenik in ka popolnoma v to vrvleš, te bodo ti ljudje še toliko bolje žmetnej dostopni za pogovor o Jezuši. Če si ti zanikal ali pa ne priznal to, pa ti jih zdaj ne naučiš to gučati, da si oni tudi misli, ti pa čakaj nekaj ne štima, ali so te besede iskrene, kot ti zdaj mene proba gučati, povedati. Znate, ko je zapisano v Rimljanom 12. poglavje, 2. vrstica? Ena zelo pomembna vrstica za nas. In nikar se ne prilagajate temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Nikar se ne prilagajate temu svetu, je zapisano. Nekaj let nazaj ne spomnim se točno, kateri tabor je bil, ampak na enem izmed taborjev smo dobili majico z napisom v svetu, a ne od sveta. In sicer majica mi je premala, ker sem še ne bil tako močen, ampak je moj še vedno v omari in dostikrat, iskreno povedano, dostikrat mi pride ta slika v misli in te stavek še posebej. V svetu, a ne od sveta. In te stavek resnično ima en veliki pomen za vsakšega izmed nas. Vsakši, ker je sprijel Jezuša kot svojega odrešenika, je ne več od sveta, ampak je od Boga, je Bože dejte. Če potom takšno že od začetka med ljudmi priznavaš, ka živiš za Jezuša, ka vrvleš v njega, ka živiš po načelih Božje besede, ka živiš po načelih Svetega pisma, tedo se pojavljale priložnosti znova in znova za pričevanje in evangeliziranje ljudi. Ne je stalno samo petje in pričevanje način evangelizacije, ampak je tudi način obnašanja, način pristopa k deli in način celega življenja ljudem v veliko pričevanje, v veliko evangelizacijo. Kajti ljudje stalno pristopijo do nas in pitajo najprej, zakaj pa ti to tok pa tok? Ve pa ti, mi to tok delamo. Zakaj ti to tok ne delaš? Kako si lahko tok merim v toj situaciji? Ja, pa naš, ko bi njim ga naprav, če bi meni to še vpravo. Ljudje nas opazujejo in nas gledajo. Še posebej, če znajo, ko nosimo v sebi Jezuša, ko nosimo to resnico, to ljubezen v sebi. In pastor je že dostikrat poudaril to dejstvo. Ljudje nas gledajo, nas opazujejo. In zavedamo se toga.
ne še zdaj nekšen strano praviti, ampak zavedamo se tega, da mi imamo vpliv na ljudi okoli nas, zato ker smo prejeli duha živoga Boga. 1. Korinčanom, 2. poglavje, 12. vrstica, piše in pravi tako, imamo to jasno glih zapisano. Mi nismo prejeli duha sveta, temveč duha, ki je iz Boga, da bi mogli spoznati to, kar nam je Bog milostno podaril. In kdo pravimo stalno znova, kaj je Bog zvesti Bog, to pravimo samo zato, ker smo pač verni in se nam zdi to samoumevno oziroma logično, kaj je to tako, ali pa imamo dokaz v svojem življenju, kaj je naš Bog resnično zvesti Bog. Vrvlej in znon, kad vsakši izmed nas lahko pove nekaj iz svojega življenja, kako zvest je Bog tistim, ker zaupajo v njega, ker položijo svoje življenje v njegovo varovanje. Najpomembnejši vir in dokaz Božje zvestobe pa je Sveto pismo. Je ta Biblija. In lahko pogledamo nekaj primerov, kje je to zapisano. Jona zdaj bo krede, tu je dosti vrstic. 1. Korinčanom 1.9. Pavel je v pismi, ker ga je pisal cerkvi v Korinti, že včasih na začetku spodbudil bratjo z temi besedami. Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo s svojim sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom. Včasih začne to vrstico z tem, zvest je Bog. In Bog vsakšega vabi v svojo prisotnost in v življenje, v predanje njemi. In tisto mi je zvest. Tako, ki je bil te zvest, je tudi še gnes zvest tem, ker je želel biti pri njemi. Potem v istom pismi, v 10. poglavju 13. vrstica Pavel piše tako, torej 1. Korinčanom 10.13. Znašli ste se le pred človeško preizkušnjo, Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušeni čez svoje moči, ampak bo ob preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati. Kdo smo v situaciji, ker nas želijo streti, ker želijo izpodbiti našo vero v Gospoda, se lahko zatečemo k Gospodi zato, ker je zvest. Ne samo to, ampak kako smo prešteli, kaj naš nebeški oče ne bo dopustil, da bi bili preizkušani čez svoje moči, ampak bo ob preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati. Ali je ne to čudovito? Imeti to zavedanje, kako skrbnega oča imamo. Ker je že dal vse za mene in tebe, ker je nam je pokazal pot do odrešenja, ker je Jezus Kristus. 1. Tesaloničanom 5. poglavje, 24. vrstica. Pavel ponovno piše pismo, tokrat v Tesaloniku in ponovno spodbudi in opogumi vernike, ker so v tistem mestu in čudovito pismo je to in vsebuje mnogo načel, ker veljajo za nas vernike in 24. vrstica v tom 5. poglavju pravi tak, zelo kratka vrstica. On, ki vas kliče, je zvest in bo to izpolnil. Ponovno potrditev, kaj je Bog zvest Bog. Ti imamo v pismi Hebrejcem omenjeno osebo iz stare zaveze, ker je Bog bil zvesti. Hebrejcem 11.11. Po veri je tudi sama Sara, ki je bila neplodna, dobila moč, da je kljub starosti spočela, saj je bila prepričana, da je zvest tisti, ki je dal obljubo. Pogledamo še v 1. Samuel 1.11. Gospod nad vojskami, če se boš hotel ozreti na stisko svoje dekle in se me boš spomnil in ne boš pozabil svoje dekle, ter boš stal
ter boš dal svoje dekli potomca, ga bom varovala Gospodu za vse dni njegovega življenja in britev naj ne pride na njegovo glavo. To je molitev Ane, ker je džavkala pred Gospodom in ga prosila njegovega dotika v njenom življenju. In nekaj vrstic naprej, če bi šteli, je zapisano: in Gospod se je spomnil. Gospod se je spomnil. Njej je bil zvest. In Ana te v 27 vrstici naprej pravi tak: za tega dečka sem molila in Gospod mi je izpolnil mojo željo, ki sem jo od njega želela. Naš Bog je zvesti Bog. Poznamo vsi življenje Daniela v stari zavezi in znamo, kaj je Daniel bil zvesti Bogu. Njimi je že sledil od malih nauk in od malih nauk je že izpolnjeval Božje zapovedi. In to je ne bilo šenki, kajti Bog je bil zvest še posebej, njim je bil zvest še posebej te, kdo so ga sodelavci, bi lahko povedal, prevarali in ga spravili v levjo jamo. Daniel je ne izgubil upanja, ampak je vztrajal v veri, saj je znal, kaj ga njegov Bog ne da zapisal. In tako je tudi bilo. Vsi smo te del že prešteli. In vrvljamo, ko znamo, se spomnimo, kaj je Daniel prišel v iz levje jame brez poškodb. Poleg Daniela so bili tam v Babiloni še 3 možje, ker so izkusili Božjo zvestobo. In to imamo zapisano v Daniel 3. poglavje 16. do 18. vrstica. In njim je bilo ime Šadrah, Mešah in Abednego. In oni 3 so kralju Nebukadnezarju odgovorili in rekli: ne zdi se nam potrebno, da bi se tebi zaradi tega opravičevali. Če nas naš Bog, ki ga častimo, more osvoboditi, nas bo rešil tudi iz goreče ognjene peči in iz tvoje roke, o kralj. Pa čeprav ne, vedi, o kralj, da ne bomo častili tvojih bogov in ne bomo molili zlate podobe, ki si jo postavil. Poznamo tudi te dogodek. Vrženi so bili v peč in bili so obvarovani, ker so oni bili zvesti Bogu in Bog je bil zvesti nazaj tudi njim. Ampak v tom odlomku mi je še nekaj zanimivo, kar so povedali Šadrah, Mešah in Abednego. 17. vrstica. Če nas naš Bog, ki ga častimo, more osvoboditi, nas bo rešil tudi iz goreče ognjene peči in iz tvoje roke, o kralj. Pa čeprav ne, pa tudi če se Bog ne odloči nas rešiti, vedi, o kralj, da ne bomo častili tvojih bogov in ne bomo molili zlate podobe, ki si jo postavil. Bogi so bili zvesti, čigli so znali, ko so čez nekaj minut kasneje, nekaj trenutkov kasneje leko usmrčeni. Leko zgubijo svoje življenje. Ampak nič, res nič jih ne je moglo odvrniti od tega, kar ne bi slavili edinega živoga Boga. In tako moramo mi biti tudi danes. Naše srce in naše življenje smo prejeli odrešenje Jezusa. Smo prejeli Svetega Duha, ker nas opozarja, ker nas vodi. In prepustimo se in zbližamo se z očetom, se nas komu on želi pripeljati? K sebi domov. Resen je, rojeni smo v tej svet. Vsakši izmed nas ima svoje obveznosti, ima svoje življenje, ima svoje želje, ima svoje probleme, prošnje in preizkušnje. Ljudje, o katerih štejemo v Bibliji, vidimo,
ko so tudi oni bili v različnih službah, v različnih okoliščinah, ampak vsem je bilo eno skupno. Oni so se zavedali, kaj služijo živome Bogu. In ne so se pustili zavesti od stvari, okoliščin toga sveta, ampak so vztrajali skozi življenje v služenje Gospode. Ne moremo si predstavljati, zato, sem jaz dole molil Gospode, sem bil zvest njimi, za mene pride eden zakon in me zavoljo toga vržajo v levjo jamo. Jaz sem Leva že videl v živo. Sicer je bil za krepko debel in steklom, ampak jaz si ne bi želel in ne vem, kako bi odreagiral, če bi bil v takšni situaciji. Težko si je to predstavljati, ampak doštejmo te stvari, nam je leko jasno, kako trdna je mogla biti njihova vera v Boga. Kološanom 1, 13-14. On nas je namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo svojega ljubljenega sina, v katerem imamo odkupitev, odpuščanje grehov. Bog nas je odrešil in nam je dal nekšen namen v življenje. Zapomnimo si, ko smo v sveti, ampak ne smo od sveta. Mi smo služabniki živoga Boga. Bojmo torej poslušni njegovi besedi, ker jo ima Bog za nas, ker jo ima Bog za vsakšega posameznika. Gradimo na našem odnosu z njim in neomajno stojimo na večnom temelji Jezuše Kristusi. In tudi dnes smo ponovno kot cerkev poslušni Bogu in želimo deliti evangelij, deliti resnico z ljudmi okoli nas v našem domačem kraju, z ljudmi, ki nas poznajo. Zato se molimo za gnejši koncert, kar ljudje skozi besedila pesmi, skozi dramo in veznega teksta in vse, kar se dogajalo, dobili v misli in v srce posejano seme življenja in ljubezni. Amen. Gospod Bog, hvala ti, kar si ti zvesti Bog, hvala ti, kar je ne to samo nekaj, kar si mi predstavljamo, ampak hvala ti, Gospod Bog, kar je to leko zapisani dokaz v tvojoj svetoj reči, Gospod Bog, kar se leko zavedamo toga, ko si ti vse za nas že včinil in Gospod Bog, kar leko vidimo iz teh primerov, dogodkov v življenju različnih ljudi, kar se splača biti tebi zvest, Gospod Bog, ne glede na situacijo, ne glede na okoliščine, Gospod Bog, želimo slediti in častiti tvoje ime, Gospod Bog, in resnično ti nas spodbujaj in nam daj moč in modrost, Gospod Bog, prek svetega duha, ko bomo se znali odzvati na pravi način, Gospod Bog. Resnično želimo živeti na način v sveti, ampak ne od sveta, namreč, ko smo od tebe, Gospod Bog, ko si nas ti odzel iz te teme in nas postavil v luč, v ljubezen svojem, Gospod Bog. Hvala ti za vse, ko si nam ti že dal in ko nam bo še ti dal. In Gospod Bog, resnično vsakše situacije naših življenj, naših pota, naših okoliščin želimo ostati in stremimo potom ostati zvesti tebi, Gospod Bog, ker ti tvoja obljuba nam je večna. Hvala ti, Gospod Bog. Amen. Amen.